Z nami sta doktorica Sabina Fras Popovič in pa doktorica Polona Vilar. Predstavili pa nam bosta, ne vem, če je nov, ampak poteka že, ciljni raziskovalni projekt v povezavi z bralnimi navadami strokovnih delavcev, tako da jaz vama kar predajam besedo. Zelo lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu kolegice Sabine, ki skratka sva danes tukaj zato, da vam predstaviva zasnovo, idejo, cilje, skratka, in pa tudi potek projekta, ki ga trenutno delamo, po pravzaprav naročilu oziroma na pobudo dveh ministrstev, tudi seveda vidite, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki sta v sodelovanju z Arisom razpisali projekt na temo ugotavljanja bralnih navad strokovnih delavcev v vrtcih, kot vidite tudi na prosojnici, vrtcih, šolah in fakultetah, pa seveda tudi splošnih knjižnicah. Projekt ima naslov Bralni vzori. Zakaj tukaj v resnici gre? Vsi vemo, da zadnji, pa tudi ne tako zelo zadnji rezultati različnih raziskav, nacionalnih pa tudi mednarodnih, na temo branja, bralnih navad, bralne kulture in tako naprej, niso taki, da bi lahko skakali od navdušenja. Tudi če ste recimo včeraj videli dodatno objavljene analize zadnje raziskave PISA, ki je že tako ali tako povzročila paniko, vidite, da so zlasti bralne, pa tudi ustvarjalne zmožnosti naše mlade generacije take, da nas lahko skrbi. No, in ta projekt se v resnici usmerja v ugotavljanje bralnih navad, bralne kulture tistih, ki delajo z mlado generacijo, oziroma vseh tistih, ki so na kakršenkoli način vpleteni, bodisi v poučevanje tistih, ki bodo poučevali, pa seveda knjižničarje. Zato bralni vzori, to se pravi, gledamo stanje pri tistih, ki delajo s tistimi, katere se raziskuje v teh raziskavah, ki sem jih prej omenila. Projekt sicer vodijo na Univerzi v Mariboru, mi tukaj sodelujemo zlasti na knjižničnem področju. Zdaj na prosojnici vidite zasedbo z oddelka, to se pravi, vodja na naši strani je kolegica Sabina, potem je pa tukaj še kolega Miha Kovač, kolegica Katarina Švab, Tjaša Jug in pa kolegica Petra Javrh, ki sicer prihaja z Andragoškega centra in smo jo seveda vključili zaradi izobraževanja odraslih. Toliko mogoče za uvod, da bo majčkeno bolj skratka pojasnjeno to ozadje, zakaj tukaj sploh gre. Midva sva si tako razdelili, da bom jaz v glavnem govorila o ciljih projekta, upam, da je šlo na drugo prosojnico, Nataša, če slučajno ni, me pa ustavil. In pa seveda o metodologiji, kolegica Sabina bo pa nekaj več povedala tudi o trenutnem stanju, ker projekt seveda še teče, ni še zaključen, ampak določene zadeve pa v resnici vseeno že lahko povemo, celo na ravni teh uvodnih ugotovitev. Skratka, projekt ima formalno gledano 7 ciljev. Torej, želimo pridobiti vpogled v bralne navade strokovnih delavcev v izobraževalni in knjižnični dejavnosti. Pri populacijah bo več govora o tem, koga v resnici tukaj zajemamo, skratka, koga smo želeli vključiti. Drugi cilj je vpogled v namen branja strokovnih delavcev v izobraževalni knjižnični dejavnosti, torej s kakšnim namenom berejo, zakaj se lotijo branja, vse te okoliščine, ki tukaj nastopajo, se pravi, ne samo kako berejo in kaj uporabljajo, ampak tudi zakaj. Tretji cilj, ki je v resnici izredno pomemben, pa dostikrat nekoliko zapostavljen, je prepoznavanje vloge delovnih okolij pri spodbujanju branja strokovnih delavcev, to se pravi, koliko in na kakšne načine je spodbujanje njihovega lastnega branja del njihovega delovnega okolja.
Ne tako, kako oni spodbujajo branje pri uporabnikih, učencih, študentih in tako naprej, ampak kako so spodbujani oni sami oziroma kakšno podporo imajo v svojih delovnih okoljih. Četrti cilj je pridobiti vpogled v to, kakšne so in kako so sistemsko umeščene bralne spodbude v formalnih izobraževalnih programih bodočih strokovnih delavcev, če povem po domače, se pravi, zanimajo nas študenti pedagoških programov in to, koliko so med svojim študijem izpostavljeni ali pa koliko je v te študije vključeno spoznavanje spodbujanja branja oziroma umeščenost bralnih spodbud. Cilj 5 in cilj 6 sta v bistvu na nek način povezana, to se pravi, gre za v prvi fazi oblikovanje kriterijev za prepoznavanje dobrih praks na tem področju, se pravi, gre za prakse vzpostavljanja, spodbujanja, razvijanja bralnih navad strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja in knjižničnih dejavnosti in pod ciljem 6 prepoznavanje teh dobrih praks. To bo seveda malo prepleteno eno z drugim, ker bomo na podlagi tega, kakšne dobre prakse bomo zaznali, seveda tudi potem, bom rekla, poskušali oblikovati ne take vzdržne, smiselne, celostne kriterije za prepoznavanje teh dobrih praks. No in 7. cilj seveda, kot v bistvu končna zadeva, je oblikovanje priporočil, kako naj se to pri tej populaciji, ali pa pravzaprav moram reči teh populacijah, ker gre kar za veliko različnih skupin, razvija. To se pravi, kaj naj se naredi na področju spodbujanja branja, če strnem malo. To se pravi, celoten namen projekta je usmerjen v to, da zdaj mi vidimo, kakšno je stanje pri tistih, ki vplivajo na, bom rekla, sedanje mlade in pa tiste, ki bodo to še v bodoče počeli. Kako smo se lotili? Kot je tudi v navadi ali pa kot je tudi običajno pri tovrstnih raziskavah, kombiniramo kvantitativne in kvalitativne pristope. Začeli smo sicer s kvantitativnimi, to se pravi, zajeti bomo poskušali z anketnim vprašalnikom čim širši vzorec oziroma čim širše pripadnike populacij, to so tisti, ki so spodaj napisani, ampak bom o tem še majčkeno več povedala, in potem to nadgraditi, skratka, kar se bo pokazalo iz teh prvih korakov, nadgraditi s kvalitativnim pristopom. Fokusne skupine so planirane z, bom rekla, ciljno izbranimi pripadniki teh populacij, da bi malo globlje pogledali v različne pač te okoliščine, ki tukaj nastopajo. Zdaj, glede na to, da seveda mi pokrivamo knjižnični del, sva s Sabino odebelili spodaj pri vzorcih tiste, ki jih mi zlasti tukaj naslavljamo, Sicer pa cela raziskava cilja seveda tudi na pedagoške delavce, pedagoške strokovne delavce na vseh ravneh izobraževanja. To se pravi vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji, torej osnovna šola, predmetni učitelji v srednjih šolah, potem pa že potipamo na naše področje, to se pravi vodstveni delavci, ne samo vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ampak tudi knjižnic. V tem primeru knjižnic, ki so, kako naj temu rečem, bodisi samostojne pravne osebe, bodisi pa enote znotraj zavodov, se pravi splošne in visokošolske knjižnice, tudi univerzitetne, se razume. Potem so tukaj visokošolski učitelji in sodelavci v izključno pedagoških študijskih programih. Moram pa povedati, da glede na to, da mi na oddelku v jeseni začenjamo s pedagoškim študijskim programom, smo v ta vzorec zajeti tudi mi, se pravi pri nas na oddelku. Potem so tukaj študenti pedagoških študijskih programov in bibliotekarstva, to se pravi tudi naši študenti oziroma na našem oddelku. Potem so to učitelji javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle. In še dve populaciji, ki spadata zelo na knjižnično področje, to so torej knjižničarji oziroma strokovni delavci v šolskih in visokošolskih knjižnicah in v splošnih knjižnicah. To se pravi, naslavljamo zelo raznolike populacije.
Zdaj, če smem, preden besedo predam kolegici, samo še nekaj malega o izzivih, s katerimi ali pa smo se do sedaj zlasti soočali. Precej izzivov je na področju, kako naj temu rečem, enotne metodologije. Namreč za vse te populacije, za katere vidite, da so zelo različne, zelo raznolike, smo poskušali zasnovati, kolikor je le mogoče, enotno metodologijo ali pa, če hočete, enake vprašalnike, kar je seveda problematično že samo na knjižničnem področju. Ker če mi zajemamo vodje knjižnic, pa knjižničarje, jih težko sprašujemo enake stvari, že zaradi raznolikosti njihovih delovnih nalog. Če pa k temu pridružite še vse pedagoške delavce in potem še študente, je pa izziv še toliko večji. Tako da tisti, ki ste to raziskavo že, skratka, ki ste že sodelovali, ki ste to anketo že izpolnjevali, za kar se vam seveda najlepše zahvaljujemo, ker ni kratka, ste pa vsej verjetnosti zaznali kakšne probleme pri odgovarjanju na kakšna vprašanja, enostavno zato, ker jih ni bilo mogoče drugače oblikovati, če smo hoteli vsaj do neke mere obdržati tisto enotnost. Naprimer, dobili smo kar nekaj opozoril strani vodij knjižnic, da njih spraševati potem, koliko berejo uporabnikom, je seveda problematično. Zlasti pri vodjih velikih knjižnic je to problematično, pa pri vodjih visokošolskih oziroma celo pri visokošolskih knjižničarjih je to problematično, in tako naprej. Se pravi, določene take metodološke izzive smo imeli in jih še imamo, bomo pa poskušali te specifike nasloviti v fokusnih skupinah, tako da ne bomo, če se le da, ne bomo zanemarili teh okoliščin. Tako da, vsaj zaenkrat z moje strani hvala vsem, ki ste si vzeli čas za sodelovanje v tej anketi. Sem pa prepričana, da bo zelo veliko dodala tudi še Sabina. Tako da, Sabina, izvoli, ti prepuščam besedo. Hvala. Jaz bom prosila Polona, ker imava razdeljeno delo, da premakne. Ja, bom tukaj jaz nadaljevala. Samo da še dopolnim, torej, da fokusne skupine, s katerimi bomo zdaj nadgradili te vprašalnike. In če Polona ne bi v zakoncu dodala zahvale, bi jaz začela s to zahvalo, tako da je boljše, da jo slišite dvakrat, kot pa sploh ne, ker se vam res zelo zahvaljujeva vsem. Včeraj sva pogledali podatke in doseči skoraj 40% odziv je danes res velik poklon. In velika odzivnost. Zavedamo se, da ni enostavna anketa, da vsega, kar smo si želeli na takšen način, da bi vsem vam ustrezalo, nismo mogli nasloviti, ampak dali ste nam veliko izhodišč tudi za naprej, torej za te fokusne skupine in pa potem še za analizo podatkov tudi na vsebinski ravni. Zdaj iz metodologije bom jaz na hitro preletela tisto, kar se zdaj dogaja, torej načrt projekta je razdeljen v 5 faz. Mi se nahajamo med 2. in 3. ta trenutek, ker projekt traja od 1. oktobra 2023 in se zaključi 30. septembra 2025. In verjamem, da v naslednjem letu naj boste še večkrat slišali na to temo, ker pač pokrivamo tisto, kar je nam blizu, torej knjižničarje in knjižnice. In tukaj kot eno zanimivost, da v bistvu te raziskave niti v mednarodnem merilu niso tako pogoste oziroma so zelo redke, kar se tiče bralnih navad strokovnih delavcev. Nekaj jih je na področju šolstva, na področju knjižničarjev pa skoraj da ne. V slovenskem prostoru imamo 2 prispevka, eden je prispevek oziroma 2 prispevka je pripravil kolega Kanič, ki sta vezana na strokovno znanstveno literaturo, torej koliko knjižničarji beremo to literaturo, in pa iz leta 1999 je diplomsko delo kolegice Frelih, ki pa je vezano na leposlovje, torej branje knjižničarjev v splošnih knjižnicah in specifiko na leposlovje. Tako da pri tej prvi fazi smo ugotovili, da stopamo na kar področje neraziskano, ki ga je tudi težko raziskovati, ker ne pušča konkretnih sledov. Vendar pa trenutno stanje v zadnjih 10 letih, predvsem s sodelovanjem psihologije in pa nevroznanosti, kaže na to, kako pomembno je branje. In zato moramo tudi mi vsi tisti, za katere je branje kot nek predpogoj za uspešno opravljanje dela, pogledati, kakšne navade imamo in kako s tem dopolnjujemo
življenjski prostor različnih uporabnikov in tudi naš sam. Torej, v drugi fazi smo pripravili anketni vprašalnik, smo ga tudi testirali in zahvala vsem tistim, ki ste sodelovali že v testiranju. Nekaj pripomb je bilo zelo korektnih in zelo koristnih in smo jih dodali. Zdaj smo zaključili anketo in pripravljamo analizo vprašalnikov. Na osnovi te analize vprašalnikov bomo pa potem pripravili protokol za izvedbo fokusnih skupin, tako da lahko v jesenskem roku tudi pričakujete, da vas povabimo kaj k nam v modro sobo, v 5. nadstropje. Poskusili bomo najti dan, ko ne bo prevroče, ampak v glavnem, če bomo prosili za vaše sodelovanje in potem analizo teh fokusnih skupin. Pri praksah, pregled praks smo dobili že v anketnih vprašalnikih, kjer ste napisali svoj pogled, in iz tega bomo potem naredili kriterije in pa nabor praks, ki se izvajajo. In tako kot je tudi prej Polona omenila, naša zadnja faza, 5. faza, se zaključi pa s končnim poročilom, v katerem bomo zbrali vsa ta razmišljanja in strnili izhodišča za naprej. Že zdaj vemo, da bo precej dela, da nas čaka še v prihodnosti precej dela na raziskovalnem področju, ker če si sposodim Mirotovo besede iz njegove predstavitve, poznavanje in spoštovanje raznolikosti je ključno, hkrati pa nam bo ta raziskava ponovno odprla pot do prepoznavanja te raznolikosti, ki jo nudimo v knjižničnem prostoru, ker ena od zadev, s katero smo se srečali v fazi, pa če gremo mogoče naprej, kjer smo torej v drugi fazi pri zbiranju podatkov je bilo tudi prepoznavanje populacije in smo ugotovili, da če želimo izrisati lik knjižničarja v slovenskem prostoru, ne vemo, kakšno ima stopnjo izobrazbe, ne vemo, koliko je star, ne vemo, kakšen naziv ima, ne vemo, kako dolgo že dela v knjižnici, ne vemo, ali ima bibliotekarski izpit in ne vemo, kakšna je njegova celotna delovna doba in ne vemo tudi, kakšno je razmerje med spoloma. Ker se ti podatki ne zbirajo na nacionalni ravni, pri vzorcih smo izhajali iz podatkov, javno dostopnih podatkov iz leta 2022, ki so seveda dostopni preko BIPSISTA. Tudi tukaj smo ugotovili, da je na voljo različna paleta podatkov, od tega, kar ponuja Ministrstvo za šolstvo, do Zavod za šolstvo, ampak ker se ukvarjamo s področjem knjižničarstva, smo izbrali uradno knjižničarsko statistiko oziroma statistiko, ki jo pripravlja in skrbi zanjo nacionalna knjižnica. Tako da verjemite, da vas še pocukamo za rokav in se vam že zdaj zahvaljujem, da nas boste sprejeli. Boste pa na to temo verjetno še tudi kaj slišali, ko bomo imeli že konkretne podatke in bomo z vami z veseljem te rezultate projekta delili. Mislim, da sva še ujele časovni vlak, tako da če še kakšno vprašanje, z veseljem odgovoriva nanj. Odlični sta glede časovnice. Hvala lepa, morda kakšno vprašanje? Ne? Če želita, lahko delimo povezavo do ankete tudi v klepetu, če pa ne, pa ne. Morda je edino sam. Ne. Bi se tukaj povedala, da tisto, kar pa imamo od podatkov, so pa nam omogočile regijsko pokritost. Želeli smo imeti regijsko pokritost in za visokošolske, in za šolske, in za splošne knjižnice, vendar smo ugotovili, da pri prvih in drugih ne pridemo skozi, pri splošnih pa nam regijsko pokritost omogočajo seveda območja, tako da smo tukaj lahko uredili, uravnotežili in ulovili ustrezne deleže. Tako da v bistvu smo z raziskavo, torej ne z raziskavo nismo zaključili, ampak z anketiranjem smo zaključili. Odlično. Ker se vam res moram se vam zahvaliti in s Polono se vam obe zahvaljujeva v imenu cele naše skupine in celotne skupine, ker res takšno odzivnost. To je redko. No, pač knjižničarji smo pač vedno nekaj posebnega in smo tudi tukaj pokazali, da nam je mar tudi za takšno vprašanje. Nataša, zdaj, če imamo slučajno še kakšno minutko, jaz sem šla danes zjutraj, čeprav je anketa, so vse ankete še odprte, sem šla malo pogledati rezultate, pa
Če imamo minutko, kakšne Absolutno, zanimivosti, za lahko že... zanimivosti si vedno vzamemo čas, izvoli. Ne, saj tukaj v resnici, tako, disclaimer, gre za povprečne, skratka, ne, vse knjižnice v smislu visokošolske in splošne, za šolske še ne bom govorila, ker teh podatkov še nismo gledali, ker so zajete v izobraževalnem delu. No, ampak glede, samo malo, recimo, kaj so najljubše aktivnosti vodij knjižnic v primerjavi s knjižničarji samimi, so na prvih 5 mestih povprečju, moram reči, so pa velika odstopanja, ne? Se pravi, na pri vodjih, na prvem mestu branje in tudi pri knjižničarjih, ne, to je, ja. Na drugem mestu je pri vodjih brskanje po spletu, pri knjižničarjih pa, ne vem, če mi verjamete, telesna dejavnost, torej sprehodi, športanje in tako naprej, kar je pri vodjih na 3. mestu, pri knjižničarjih je pa splet na 3. mestu, se pravi, ti 2 opciji sta druga pa tretja, a ne, samo zamenjani. Na 4. mestu je pri vodjih druženje s prijatelji, pri knjižničarjih pa poslušanje glasbe. In na 5. mestu je pri vodjih gledanje televizije in pri knjižničarjih druženje s prijatelji. Tako mogoče malo, ne, da se izrišejo ene take splošne slike. Potem recimo, kar se tiče prebranih knjigah v zadnjem mesecu, vodje so v povprečju prebrali 4 knjige, knjižničarji 4,8, študenti knjižničarstva pa 4,2. Tako da zadeva je dosti okej, e-knjig je razmeroma malo. Vsi se deklarirajo za dobre bralce, vsi, v vseh populacijah, a ne, večinsko. Kar se pa tiče branja med delovnim časom, ima pa pri vodjih malo več kot pol, se pravi 54% predviden čas za branje med delovnim časom, govorimo, a ne? Pri knjižničarjih 51%, ko smo jih pa spraševali, ali je branje v njihovem delovnem okolju smatrano kot nekaj, kar naj bi se delalo med delovnim časom, je pa 13% vodij odgovorilo z ne, se ne strinjajo s tem, in mogoče samo to, boste pozorni, 35% knjižničarjev odgovorilo, da ne. To se pravi, teh spodbud v delovnem okolju takšen odstotek knjižničarjev nima oziroma ne čuti. Zdaj, kakšen odstotek, to je velik, majhen in tako naprej, bodo verjetno pokazale prvič primerjave med različnimi delovnimi okolji, drugič pa tudi sicer, bom rekla, interpretacije v fokusnih skupinah, a ne. Tako da, očitno imamo tle tako zelo zanimiva slika se izrisuje, no, vsaj za enkrat. Ja, Polona in Sabina, najlepša vama hvala. Pričakujemo nadaljnje rezultate in bolj poglobljeno, kaj boste ugotovili.